Neprilagodljiva prilagodljivost nas dela posebne. Slovenci smo prvi Marvelovi superjunaki, na videz krotki, ampak v resnici nevarni. Ne živimo po zapisanih pravilih in le malo kdo pozna naš pravi obraz. Sam mi še tega nismo naučili, tako Hollywood, ne? Ker slovenski Batman, tako kot ameriški, živi dvojno življenje. Čez dan normalen, zvečer pa fuša. In tudi živi v Batman jami, stalno prebivališče pa ima prijavljeno nekje drugje, da si lahko piše potne stroške. In ameriški Batman ima starejšega služabnika in tudi slovenski živi s priletnim gospodom, ampak zato, ker potem hodi z njegovo pokojninsko kartico v trgovino. In tudi slovenski Batman, tako ameriški, skače iz stavb, ampak ne zato, da koga reši, ampak zato, da dobi odškodnino od zavarovalnice. In slovenski Batman ima tudi Batmobil, sam ga ne vozi, ne, ker prokleta mašina kuri 35 litrov na 100 kilometrov. Ga pa vsako nedeljo puca pred svojo skrivno jamo, da ga sosedje vidijo. In ko zazvoni rdeč telefon, se slovenski Batman ne javi, ker nikoli ne veš, mogoče pa kliče davčna. Halo? Živijo, Ivan Simič tukaj. Kdaj imate čas za kosilo? In tako ameriški kot naš Batman vesta, da ko se na nebu pojavi znak netopirja, se nekje v mestu odvija kriminalno dejanje. Ameriški takoj skoči v akcijo, naš Batman pa najprej pač preveri, če koga pozna, ne? Pa se pa kasneje odloči, da rajši prepreči zločin ali se bi tokrat pridružil. Mislim, nikoli ne veš, ne, da ne vzamere, če pa sestrični mož. Ne? Ampak drugače pa, bam, puf, plesk, na, kriminalec, tukaj imaš zlikovec. Slovenski Batman se sicer prije naslednjo jutro pol opravičiti, ne, sorry, jaz sem da, preveč sem spil, ne bi smel tako ekstremno reagirati, ne, se me ne oštožil, ne. Jaz se za Slovence ne bojim.